Gospod Flis, druga tekma, drugi poraz v nadaljevanju prvenstva. A ste imeli občutek, da bi lahko danes iztržili kaj več proti Gorici? Ja, vsekakor pri tekmo se vedno gre na to, da se doseže maksimalen rezultat. Naš cilj je bil zmaga, ker vemo, da smo igrali proti neposrednemu nasprotniku, temu za izpad. Tudi v začetku igre sem mislil, da bo šlo, vendar vse skozi, karkoli se dogajalo, te napake, ki se dogajali na račun igrišča in potem karkoli smo izgubili, smo bili kaznovani s protinapadi. Nasprotnik je tehnično zelo dobra ekipa, nas je kaznoval v bistvu res vsakim protinapadom in potem ne moč kaj drugo pričakovati kot tole, kaj se je zgodilo, ta poraz. Kako je na današnjo tekmo vplivalo igrišče, ki ni bilo najboljše? Ja, gledajte, poznam svojo ekipo, jaz vem, da mi že drugi ligi, ko smo igrali najboljši nogomet, ko je bilo igrišče normalno, ko je bilo igrišče dovolj trdo v suhem terenu. Imamo določene igralce, ki so veliki, imajo težave v takem mehkem igrišču. Tudi tehnično znanje je zdaj tu vprašljivo, ampak to, kar imamo, ampak še enkrat igrišče nam zagotovo ne gre na roko. Ta poraz pomeni za vas še večji boj za obstanek v nadaljevanju. Gorica vam je sedaj nekoliko ušla, prihodnji krog prinaša tekmo v Murski Soboti. Za vas najbrž zelo, zelo pomemben obračun. Ja, gledajte, za nas, vsaj za mene je vsak obračun pomemben. Tudi ko bomo igrali z Mariborom, ko bomo igrali z Olimpijo, je to za nas pomembno obračun, kajti potrebno je nabirati točke. Proti Muri bomo poskušali narediti vse, da bomo dobili točke. Bomo pa videli, kaj se bo zgodilo. Res je, da zdaj nekateri igralci ne morejo odigrati te tekme. Vrača se sicer eden, ki je bil prejšnjo kolo kaznovan, oziroma proti Velenju kaznovan, ko je Kureš, in upamo, da bomo se postavili dobro, da bomo kljub temu pozabili te poraze in poskušali premagati Muro. Ekipa je tudi zdaj spomladi oziroma v nadaljevanju prvenstva precej spremenjena. Kako se vi kot trener soočate s temi spremembami v ekipi, ki jih je bilo precej že jeseni? No, vi ste zdaj prvi, ki ste verjetno to opazili in ste me vprašali. Vsi drugi samo znajo povedati, če je še rezultat in vse ostalo. Ja, za mene je to težko. Verjamete mi, ko se šesterice igralcev menja, ko dobiš nove igralce, je to vse skupaj zelo težko. Čeprav smo imeli dovolj časa pripravljeno v obdobju, da se pripravimo, vem, da šele skozi prvenstvo spoznaš, kdo je pa tisti igralec, ki je za prvenstvene tekme, kdo pa je igralec, ki je v bistvu samo za pripravljene tekme. In moram reči, da ti igralci novi, kaj so prišli, potrebujejo še čas. Verjetno sedaj spoznavajo našo prvo ligo, mislim predvsem za tale novinca in tudi ostale. In če so ta pravi, se bo hitro prilagodili, če ne pa bo to, kar kažemo sedaj na teh tekmah. Miran Srebrnič, takšne tekme, takšne točke navadno štejejo dvojno, kaj ne? Ja, moram reči, da smo zelo zadovoljni s to zmago. Še bolj pa z igro, ker smo igrali zelo dobro. Tudi po takem igrišču, ki je bilo zelo težko za igro, smo prikazali dober nogomet, imeli igro v polju, ustvarjali smo si priložnosti. Tako da res čestitam fantom za današnjo predstavo in pristop in igro. Tako da moramo biti zadovoljni s temi tremi točkami, ki so za nas zelo pomembne v tem boju za obstanek. Moramo čim prej priti še bolj proti sredini lestvice. Ta tekma je pokazala, da zmoremo, da smo dobri, če smo pravi in pri tem bomo ustrajali. Res bi pohvalil fante, nismo dobili plač že 4 mesece, upam, da se bo kaj naredilo, ker fanti kažejo delovno vnemo. In za to mladino je res pomembno, da dobijo to, kar jim pripada. Opažate kaj več slabe volje zaradi tega v slčilnici? Normalno, to je vsak dan debata o tem in normalno, da ne more biti dobre volje. K sreči se na tekmah se uspemo zmotivirati, tako da stvar šiba, ampak v nedogled bo to zelo težko. Rezultati dajo eno zadovoljstvo, veliko zadovoljstvo, vendar življenje je malo bolj kruto in je treba od nečesa tudi živeti.
A je bil danes osnovni namen izkoriščati predvsem proti napade? Ne, mi nismo igrali na proti napade, mogoče na določene momente, ko smo imeli vodstvo 2-0, ko je nasprotnik poskušal, da bi prišel do izenačenja, smo imeli prostor in s temi kontrami močno ogrožali nasprotna vrata. Imeli smo penal za 3-0, potem smo dobili gol na 2-1, kjer bi se lahko tekma zakomplicirala, ampak potem smo s tretjim golom postavili stvari na svoje mesto in kar je bilo prikazano, mislim, da je zmaga povsem zaslužena. Omenili ste težave v klubu, a je zaradi vsega skupaj še zmeraj primarni cilj obstanek ali resnično gledate bolj proti sredini, kar bi naj bil gotovo vsaj to cilj kluba, kot je Gorica? Gorica ni klub več, kar je bil. To je treba se zavedati. Ne po igralskem kadru. Hočem reči, da nimamo sponzorjev, da ni denarja in normalno v takih razmerah je težko delati. Mi moramo s temi mladimi fanti jih učiti, da igrajo nogomet, da bojo dobri nogometaši. Do zdaj smo se 2 leti preživljali s prodajo lastnega proizvoda in to je nogometašev, ker so bili dobri, pomeni, da dobro delamo, s tem bomo sledili, ampak samo od tega klub ne more funkcionirati. In mislim, da eno mesto, kot je Nova Gorica, mora zagotoviti proračun tak, kot ga ima Nova Gorica.